Živjo, nekateri me zdaj že kar dobro poznate, verjetno in tisti, ki me poznate, veste, da poleg terapije zelo rada širim obzorja o tistih temah, ki se nas pravzaprav vseh dotikajo, pa se jih hkrati nekako bojimo oziroma o njih ne upamo govoriti. Ena izmed takšnih tem, ki jo imam jaz rada, je sigurno spolnost ali pa partnerska intima. In pravzaprav vsi na teh področjih doživljamo neke izzive, ampak hkrati je toliko težko o tem govoriti, ne vemo, kam se obrniti po neke prave informacije, kako govoriti konec koncev s prijatelji o tem, kakšno imamo mogoče spolnost, ali pa kaj s prijatelji, celo z našimi partnerji, celo tam doživljamo en kup enega sramu, čeprav je to nekaj najbolj naravnega. Zakaj vam vse tole danes razlagam? Ne zaradi tega, ker bi bila tema o spolnosti, ampak zaradi tega, ker svojo gostjo doživljam kot neko soborko v teh tabu temah, ker se mi zdi, da tudi sama se zelo trudi izpostaviti tudi v tistih temah, ki zahtevajo pogum. In ena izmed takšnih tem je tudi, da ljubezen ne pozna spola. In še ena stvar, ki je posebnost pri tej moji današnji gosti, je to, da je pravzaprav tujka, ki živi in dela v Sloveniji, in se mi zdi, da tudi na ta način razbija mite in tabuje. Maja Nikolič je namreč rojena v Splitu, magistrirala je v Zagrebu iz psihologije in specializacijo je opravila iz integrativne gestalt psihoterapije. Maja, pozdravljena. Zdravo, Eva. Hvala za povabilo. Ja, hvala, da si se odzvala. Se tudi jaz veselim tega intervjuja, zaradi tega, ker sama sem zakonska in družinska terapevtka, mi je pa bila kot druga opcija vedno zanimiva tudi gestalt psihoterapija. In v bistvu bom se kar navezala na prvo vprašanje, ker ponavadi vprašam svoje goste, kaj je to intima. In če bi povzela njihove odgovore v en sam stavek, bi lahko tako zelo posplošeno rekla, da je to en trenutek, ki se res začutimo. In gestalt terapija nekako sloni na teh trenutkih, nekako smo oziroma ste terapevti pozorni na trenutek tukaj in zdaj. In me zanima, kaj bi o intimi povedala ti, oziroma o gestalt terapiji. Tako, intima je zame stik sam s sabo. Če nisi zmožen stika sam s sabo, tudi nisi zmožen stika z drugimi ljudmi. Tako da je to povezano eno z drugim. Ko rečeš, težko se odpiramo, težko je partneru povedati, kako in kaj glede spolnosti in vsega tega, to pomeni, da mi sami pri sebi nimamo te stvari razčiščene. Marsikdo nima. To so težke teme, to so pač te najbolj intimne stvari, v katerih se ljudje težko poglabljajo. Tabu, sram je ena stvar, ki je tudi zelo pomembna v teh naših območjih, balkanskem delu je sram zelo prisoten. In je ta spolnost in intima zelo pogosto navezana na sram. Ker so nas učili, pazi, da te kdo ne vidi, pazi, kako se boš oblekel, čuvaj, da te ne bojo odvrgli iz družbe, čuvaj, da te ne bojo zafrkavali zaradi tega in tako naprej. Tudi ta moment, gej, spolna usmerjenost na nek način, tudi ena tabu tema, o tem se ne pogovarjamo. Dve mamici vidi z otrokom je danes še vedno nenavadno. In pač pomembno je, da govorimo o tem. Pomembno je v bistvu, da se poglobimo vase in sebe spoznamo. To je ta pomemben intimen trenutek in ravno to zato, ker ljudi nimajo dobrega odnosa s svojimi bližnjimi, prihajajo na terapijo. In zato je bolj pomembno na terapiji imeti ta trenutek tukaj in zdaj, da občutimo sami sebe, če ne v zunanjem svetu, vsaj na nekem mestu, ki je varno za nas, ki pač zaupamo terapevtu in tako naprej. Tukaj se dogaja ta stik. Če pač tukaj začnemo o tem govoriti, potem bomo lažje tudi govorili s partnerjem o teh stvarih. Se pravi, bomo se sprostili in začeli se v bistvu poglabljati vase. Se mi zdi, da je to ena taka naša odgovornost, da kot strokovnjaki začnemo govoriti o teh tabu temah ali pa v bistvu o teh temah, kjer je res zraven velikega sramu in da najprej mi tudi pokažemo, kako se s tem soočati. Da ni to nekaj, kar bi nas pobrali ali pa nekaj, kar bomo ne vem kako se osramotili, ampak da dejansko so to neke čisto življenjske teme.
Maja, mogoče bi vprašala tebe, no, kako to, da si ti izbrala gestalt, ali kako si ti prišla do te gestalt terapije? To je ena zanimiva zgodba v bistvu. Sem končala psihologijo in po končani psihologiji seveda človek ne dobi tiste pomembne veščine dela z ljudmi. Moja želja je bila delati z ljudmi. Po 4 letih študija psihologije, sem ugotovila, da pač nisem dobila ta znanja in te veščine, sem bila zelo žalostna, ker sem mislila se, ok, kaj zdaj, v kateri pravac naj grem. To sem nekaj probavala marketing, pa je to trajalo nekaj časa, ampak istočasno sem jaz bila v eni zelo naporni emotivni zvezi, ki je trajala polni 9 let. In to je bilo... Ja, samo malo, evo, kaj vse se zgodi, kako vmes. Evo, prosti, kar nadaljuj. V redu je. Sem bila v eni dolgi zvezi, ki mi je prijateljica mi je dala telefonsko številko in rekla, pej terapeutu. In sem jaz začela hoditi na terapijo in po 6 mesecih intenzivne psihoterapije sem se odločila za ta korak in šla stran iz te nefunkcionalne zveze. In potem je v bistvu se ukazala priložnost, da grem na edukacijo iz gestalt psihoterapije, ki je trajala 4 leta in sem se takoj pač vrgla noter. Vsa srečna in vesela, da bom končno tudi jaz drugim ljudem pomagala, kako je meni ta terapeutka takrat v tem težkem življenju pomagala. Tako da moj pot v psihoterapijo je šla iz osebne izkušnje. Tudi sam študij koncipira tako, da v bistvu pred 2 leti delaš na sebi in lastno izkušnjo v bistvu gradiš, ker se predvideva, da ne moreš ljudem pomagati, če nisi šel skozi proces sam, skozi proces psihoterapije. Tako da je moje poslanstvo v bistvu šlo iz osebne izkušnje in zdaj lahko rečem, da opravljam delo, končno tisto, ki zelo pač rada ga opravljam. Ko vidiš človeka, da pride v terapijo in po parih letih, parih mesecih razsveti in je v stiku sam s sabo, je najlepši denar, ki ga lahko v bistvu dobiš od sebe. Evo. To je na kratko moj pot v terapijo. Ja, zelo srčno si tole povedala. Mislim, da se te da začutiti, no, da nisem edina, ki je začutila eno pristno veselje ali pa eno radost le odzadaj za tem, no, da lahko res danes delaš to in verjetno se tudi srečuješ v tem poklicnem smislu zdaj s takimi in podobnimi izkušnjami, kako iz težkih emocionalnih vez se posloviti verjetno, ker sem prebrala nekje, da si delala celo z ženskimi žrtvami nasilja, ne? Ja, to je točno. Delala sem nekaj časa, sem volontirala v zavodu EMA, to je bilo šele, ko sem prišla v Slovenijo, pa sem se malo še z jezikom lovila, pa to je bilo precej, moram priznati, izziv zame, ampak sem pridobila ene izkušnje. To je spet ena druga zgodba, ljudje, ki doživljajo nasilje oziroma ženske, ki doživljajo nasilje, se ne zavedajo tega, da je to res nasilje. Sploh spregovoriti o tem je že en velik korak naprej. A mogoče imaš kakšno izkušnjo, kako je bilo zdaj v tem korona času, če lahko tako rečem, kaj nam je tale epidemija prinesla, ker se mi zdi, da je tudi nasilje mogoče malo naraslo, in sploh mogoče tudi to, da smo se v korona času ali pa v tej epidemiji mogli dejansko ustaviti, pa biti pozorni vsi skupaj na ta trenutek tukaj in zdaj, pa ne, da bi se tega zavedali, ampak naenkrat so se stvari ustavile, in naenkrat smo se bili prisiljeni srečati sami sabo. To je prineslo precej težav, sploh za ljudi, ki živijo življenje. Mislim, življenje ti prinese ogromno enih dogodkov, ker naenkrat, ko si odrasel, imaš 1001 obveznost. In v tej obveznosti čez dan se razdajaš in v bistvu ni dovolj časa, niti prostora, da se poglobiš vase. Korona nam je prinesla marsikaj, občutek negotovosti predvsem, ker pač je dokazala, da je življenje ena negotova reč in da pač nikoli ne znaš, kaj lahko pričakovati iz tega, kar se bo zgodilo, ker nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Tako da ljudje smo ostali malo brez tega asa v rokavu, predvidevam, kako bo, tega ni bilo več.
Jaz mislim, da je to dobro, ker v bistvu življenje je takšno nepredvidljivo in prej se s tem soočimo in se zavedamo tega, lažje nam bo prenašati določene situacije, ki življenje prinese. Predvsem s strahom mogoče, ampak predvsem kako se s strahom soočate, ker dokler se nam ni treba srečati samim sabo, mogoče niti ne vemo, da nas je strah, ali pa velikrat tudi govorim s kakšnimi klienti, ki rečejo, ne, jaz se pa nič v življenju ne bojim, v smislu, da je to nekaj dobrega. Saj strah je eno varovalo, ampak kako ga sploh zaznati, pa kako se s tem soočati, to smo pa vsi zdaj videli, ker je dejansko cela družba bila soočena s tem, kako zdaj v strahu delovati, kako odreagirati. Točno, v bistvu so obrambe prižgejo, to, kar si zdaj rekla, mene nikoli ni strah, vemo, da nikoli in zmeraj so pač besede, ki pač v terapiji niso nekako dovoljene, ker pač vsakemu se lahko zgodi marsikaj. Tako da je to tudi ena obramba, mene nikoli ni strah, dajmo malo videti, kaj se s tem dogaja, kaj pa ko je neka situacija, ki je strašljiva ali karkoli, kako na to funkcionirate, kako se odzovete in tako naprej. Korona pa je prinesla eno poglobljavanje vase, bili smo zaprti med 4 stenami, niso nam dovolili druženja, nismo se mogli slišati, iti ven, se pravi, življenje se je na nek način ustavilo. Ni bilo obveznosti, 1001, ni bilo službe, marsikaj se je spremenilo in to poglobljavanje vase so ljudi doživljali kot eno travmo, ker pač vidiš, s kom živiš, kar naenkrat, če je oseba nasilna, je v tem obdobju ratala še bolj nasilna, ker ni mogla iti ven, Se pravi, da so se te stvari izpostavile. In ljudje so bolj videli, bolj so bili prisiljeni soočiti se s tem, kje so in kaj se dogaja. Omenila bi še ta strah, vidim, da je močen, ker ljudje so ven iz korone prišli z anksioznostmi, depresijami in paničnimi napadi. Ugotavljam to, ker imam zdaj veliko enih klicev mamic za otroke, ki doživljajo razne panične napade. In to me malo skrbi, ker so to 11, 12, 13, 15 let stari otroci, ki že v samem začetku svojega življenja v bistvu se soočajo s enimi takšnimi težkimi stvarmi. Tako da smo vsi bili na nek način malo prizadeti z idejo, kaj bomo, kako bo to izgledalo, kaj bomo naredili, kako biti v stiku sam s sabo, kako, ko me strah obvlada, kaj s tem narediti. Ljudje potrebujejo ene veščine v rokavu, da se lahko nosijo s tem. In vidim, v bistvu je dobra zadeva tudi to, da so se ljudje poglobili vase in so začeli iskati pomoč. Se pravi, ta tabu, grem psihoterapeutu, ker je nekaj narobe z mano, je šel v smer, grem terapeutu, ker rabim pomoč, kar je, mislim, da dobra stopnica naprej. Ja, rabimo dejansko, kadar nas je strah, rabimo neko zavetje, nekam se obrniti, nek varen kraj, saj en občutek, da se lahko nekam zatečemo, če pa celo okolje v neki paniki, v nekem strahu, pa zmanjka malo teh resursov, kam se še lahko obrnemo. Ampak po eni strani, tako kot si rekla, je to dobro. Maja, me pa zanima, če si enkrat terapevt gestalt smeri, ker si pozoren na vsak trenutek tukaj in zdaj, koliko lahko pol to tudi implementiraš v svoje življenje oziroma koliko to pol ljudje pričakujejo, da znaš biti res vsak trenutek tukaj in zdaj srečna in, ne vem, usklajena sama s sabo. Vse en tak tabu mogoče, Ja, takole je. Jaz zmeri rečem ljudem, ki prihajajo v terapijo, da sem v prvi vrsti tudi jaz sama človek, ki pač ima svoje pozitivne in slabe in dneve in strani in reakcije in tako naprej. Tako da to življenje v tukaj in zdaj, 24 ur na dan, celo življenje ne gre. Ni preprosto, pač ker se dogajajo situacije, ki te iztirijo, sploh pri otrocih, ker pač je to eno to je ena notranja izkušnja. Jaz, ko dobim otroka v terapijo, imam en objektiven pogled na njega, ko je pač moj otrok isto doma naredi, drugače odreagiram. To pa ne morem reči, da živim psihoterapijo v vsakdanjem življenju, ker ni realno, da jo živim. V terapiji pa v eni uri, ko je pač oseba pred mano, se trudim biti tukaj in zdaj, svojem tukaj in zdaj. Na ta način tudi daješ na nek način vzor, tisti osebi, ki sedi nasproti tebe, da pač
zdržiš biti v momentu, ki ni preprost in enostaven. Recimo zdržati s klientom v trenutku žalosti ni preprosto biti tukaj in zdaj. Tako da v bistvu prek te izkušnje oni dobijo izkušnje zase in pol nosijo to naprej v svoje življenje. Ne morem reči, da to prakticiram vsak dan skozi life-u, Mislim, tudi meni se zgodijo, jeze in pač trenutki, ko se ne morem obvladati. Pol razlika je recimo v tem, da si jaz to lahko pol izanaliziram in se pač soočim s tem sama sabo, nekateri pač ljudi, ki nimajo tih veščin, mogoče pa pustijo, zadevo naprej. Tako da to je edina razlika, zavedanje. S tem, da to zavedanje tudi zna biti malo triki. Sploh, ko dobiš svoje otroke, pričakuješ, ok, iz te stroke sem, to bo super, ker vem, ker znam, ker sem pač podkovana nekim znanjem, pa to in potem se zgodi situacija, v kateri odreagiraš, kako ni treba in potem se še bolj kritiziraš, ker pač znaš en del tega, ki pač laiki ne znajo. To je en dodatni pritisk, ti si terapeut, ti sigurno lepo s svojimi otroci delaš, pa tako, občasno. Cenim tole iskrenost, Maja, res lepo slišati, da si upaš tudi tako, ne samo govoriti na splošno o terapeutih, ampak si tudi sebe izpostaviti pa eno svojo lastno izkušnjo, kako je. In se pa zelo strinjam, da se ne da zmerja, tudi včasih celo res sami sebe razočaramo, ko bi si želeli na tak način odreagirati, ampak v določenih trenutkih tudi res ne zmoremo, ali pa pride nek še nezaveden del nas ven na plano in takrat se prija z namenom, da ga opazimo, da mogoče pa lahko s časoma tudi nekaj na tem naredimo. Sej mogoče najbolj psihoterapevtskega v naših življenjih je to, da smo se pripravljeni konstantno soočati sami sabo, tudi v prvi vrsti, in rasti čez vse te izkušnje, ki se nam pokažejo. Točno tako. Maja, če bi te lahko mogoče še z enim tabujem malo tako izpostavila, kaj bi rekla recimo o teh razlikah med Slovenci pa Hrvati oziroma čisto bolj mogoče kdo zna bolj živeti v trenutku ali pa kdo se ti zdi, da mogoče vse nosi več enega sramu. Kaj bi ti rekla, da si opazila pri delu z enimi in drugimi? Takole je, težko je generalizirati. Ne morem reči, vsi Slovenci so takšni, vsi Hrvati so takšni. Lahko pa primerjam recimo v večjih mestih. Zagreb, živela sem recimo v Splitu in Zagrebu 12 let, zdaj sem tukaj v Ljubljani, polnih 11 let že. In lahko recimo tu primerjam stvari oziroma ljudje. Čutim, da se razumemo, na celem Balkanu je zgodba sramu zelo močna. Svud po svud je, ko greš malo ven iz mesta, ko greš na kakšno vasico, je to še bolj izpostavljeno. Ne tega delati, ker pač drugi bojo rekli to, drugi bojo povedali, drugi te bojo obsojali in tako naprej. Taj sram je prisoten svud po svud. Nažalost, ga čutim tudi v Sloveniji. Razlika pa bi izpostavila recimo eno stvar, ker sem videla, da pač Slovenci ste bolj, ali da rečem smo, ker pač tukaj živim in se počutim nekako del družbe, bolj zaprti v smislu ta moment intime težko delijo en z drugim. Ampak sem tudi ugotovila, da če si ti odprt človek, druga strana se bo tudi odprla. Če pač kažeš zaprtost in tukaj ene tabuje vnašaš v odnos, potem se to čuti bolj in potem tudi druga oseba ne more karkoli povedati. Tako da sem se recimo naučila, da ostanem ista, da pač sem na ven, pogovarjam se tudi o seksu, o odnosih, o stvareh, ki so meni v tem trenutku pomembne in ko s tem greš ven, potem se druga oseba odpre. Tako da čutim bolj eno nezaupanje, recimo tako. Ne samo sram, ampak nezaupanje, to si dobro izpostavlja. Točno. V bistvu, če dobijo enkrat varnost, dobimo, da si pol upamo odprti tudi tiste teme, ki na prvi mogoče vtis niso najbolj dobrodošli, ampak če pa dobimo tisti en občutek, da se da, pa z veseljem, da v bistvu stvar zaupanja, tudi ne toliko sramu. Čeprav je tudi sram, se mi zdi zelo močen, sploh v Sloveniji, ne vem kako na Hrvaškem, koliko je močan, včasih se mi zdi, da smo Slovenci še bolj res tako vase povlečeni, da se mi zdi, da vse na Balkanu doživim tako, da
da marsikdo izrazi čustva, a ne, sicer zraven še s kakšnimi kletvicami pa tako, ampak so vsaj izrazi, a ne. Pri nas se mi pa zdi, da se tako res zapiramo vase, no, in da smo tako, kaj ene školjkice res. Točno. To sem ugotovila tudi v terapiji, ko se pogovarjamo recimo s klienti o kakšnih zvezah, odnosih in tako naprej, ko meni tabu recimo seks. Je kar reakcija na telesu taka sramna, ne? Ne govori o tem, ne rečem sram me je, ampak se prav na obrazu vidi ena rdečica, da se je nekaj zgodilo. Kar je pač ena tako primarna potreba človeška, ne? Hrana, stranišče varianta in seks. Če v zvezi ne funkcionira seks, potem ne more tudi zveza funkcionirati kot takšna. In vidim reakcije ljudi, a ne? Ljudje se zapirajo vase in jim je nerodno o tem govoriti, a ne? Ampak je nama, da odpiramo te teme in da nas ni sram. Maja, rekla si tudi, da telo govori po svoje, a ne? In je prekinilo zvezo. Ok, Maja, sva nazaj, nekaj imava veliko enih klicev danes vmes, ki posegajo v tale najin pogovor. In to se zgodi takrat, ko razbijamo tabuje, a ne? Točno. Se začuti tole vibracijo. Hodila sem reči to, da si omenila govorico telesa, kako nas telo v bistvu včasih na en način izdaja, ko mi mislimo, da ne čutimo tega, telo pa govori eno svojo zgodbo. In nekaj tega v bistvu si tudi ti nekoč govorila, razlagala, raziskovala o tem, kako razkrijemo nekoga, ki laže, kako razkrijemo nekoga, ki manipulira. In to se mi zdijo tudi ene take močne teme, mogoče tudi za cel Balkan, ne? Točno. Delala sem na delavnici Velika šola govorice telesa, kjer smo v bistvu raziskovali naše neverbalno obnašanje oziroma kako nekaj rečemo, kaj rečemo, ne. Ogromen procent, 93% tega je v bistvu naša neverbalna komunikacija. Tisto, kar rečemo, je vsega 7% tisto, kar slišimo, ne. Tako da glede na to, koliko je močen ta neverbalni faktor, se da tudi marsikaj razbrati iz njega oziroma prebrati, ne. To je občutek, ko imamo feeling, da oseba ni avtentična. Rečemo, nekaj je narobe. To je taj nesklad med tistim, kar govorimo in kako se pri tem obnašamo, kako držimo roke, kako držimo noge, kje usmerjamo pogled, ton našega glasu, kakšen je, a ima prevelike spremembe, a je to v enem tonu in tako naprej. Sploh pa premiki z očmi. Tukaj se vidi, ponavadi ljudje, ki lažejo občasno, ne tisti, ki so profesionalci v tem, bolj pogosto premikajo oči, ko govorijo o neki temi. Tudi ljudem, ki je nerodno, malo znajo pogled skretati gor, pa dol, pa levo, pa desno. Ampak se da se prebrati, če je oseba nervozna, če je živčena zraven nas, ko vprašamo določene teme, ko govorimo o nečem, vidimo, da se nekaj dogaja. Zdaj pa kako to raziskovati pri sebi. Prvo je gledati se v ogledalo. Bolj pogosto se v ogledalo pogledati, neuno sem, dobro, ličila so tukaj, ampak dajmo se malo videti, kako stojim, kako govorim, kako se premikam po prostoru, pa tudi opazovati druge. To je tisto. Zdaj nas učiš, kako lahko se naučimo lagati. Kako obvladati svoje telo takrat, ko bi radi eno laž res dobro prinesli v svet. Lažemo sebe, tako da to, mislim, pri meni je recimo ta moment iskrenost najbolj pomembna med prvimi tistimi moralnimi načeli, ki jih človek ima v sebi. Dajmo biti iskreni, pa tudi, če je težko in naporno in če nam je nerodno, tudi takrat bi bilo fajn, da povemo resnico. Jaz sem recimo iz NLP-ja slišala, zdaj pa ne vem čisto točno, lahko me kdo popravi, ampak da takrat, ko razmišljamo o teh dejstvih, ki jih poznamo, naj bi pogledali dol, naj bi se zamislili vase v tisto zgodovino. Kadar pa pogledamo gor,
naj bi pa bilo nekako domišljija oziroma, da si izmišljujemo neke nove stvari in da je to tudi en pokazatelj tega, da lažemo. Ampak iskreno, kadar sem jaz pozorna nase, mogoče tudi kdo, če večkrat gleda tele podcaste, jaz velikokrat razmišljam tako, da pogledam gor, in razmišljam o nekih dejstvih oziroma o nekem znanju, ki ga imam. Včasih tudi v osebni izkušnji sem videla, da mi je veliko lažje pogledati gor, tako kot, ne vem, kot neka povezava, tako, neko moč mi da to, no. In delujem kontra, no, ne bi verjetno pol izpadem dober lažnivec, ne vem. Se mi zdi tako pomembno res izhajati tudi iz sebe, kaj mi čutimo ob drugi osebi, ne vem, kako se obnese tistim, ki obvladajo NLP oziroma ki znajo tako predvsem človeka. Moja izkušnja je, da se veliko bolj zanesem na to, kaj jaz čutim ob nekom, kje je tisto neskladje, ki si ga omenjala, ker nekdo nekaj reče, ti pa čutiš nekaj mi ne gre skupaj. To je moj znak, no, kaj? Ena stvar, ki je pomembna pri tej govorici telesa, je to, da nikoli ne gledamo samo en pokret, ne gledamo celoto. Pravi in postava telesa in postava rok in premiki z očmi, Ta varianta gor, desno, gor, levo je ponavadi, ko raziskujemo, iščemo v našem spominu stvari. To so možgani, Je tako, Kao bi bilo, ampak mislim, pomembno je, da vsak človek pri sebi, vidi. To se mora gledati celota. In to, kaj govori, če se poti, če premika z vekami, prepogosto, to so vsi ti detajli, ki skupaj naredijo en dojam, o sebi. Tako da ni samo to je pač tudi navada, moramo poznati, da vidimo, kje nam je lažje gledati, gor ali dol. Meni je recimo dol, ko nekaj razmišljam, ali pa zaprem oči, ali pa pogledam dol levo ali dol desno. Da smo različni, Ja, res smo različni, ja. Maja, za konec bi te mogoče samo še nekaj prosila. Zdaj, glede na to, da se v tej koroni, se mi zdi, so se naši odnosi kar načeli, pa ločitvene odvetnike so iskali ljudje, pa terapevte so iskali ljudje, se mi zdi, je bila kar ena tudi stiska v teh partnerskih odnosih. In mogoče kakšne nasvete za eno uspešno strategije za uspešno komunikacijo, kako najti eno pot ven zdaj, če smo načeli odnose. Če me glede korone vprašaš, svetujem čim manj televizije in čim manj novic, ker to pač prinese ta en negotov trenutek in strah in vse skupaj zdi se mi še bolj. Pomembno je prebrati ukrepe pa to in pač biti v skladu s tem, ampak nič več od tega, ne poslušati preveč televizije. Poglobiti se vase na način, da se raziskujemo. Da ni poglobila se bom vase, pač da vidim, kaj je neprijetno, ampak da vidimo pri sebi, kaj je to dobro, da nam dobro prinaša dobre izkušnje, kaj je to, kaj nam prinaša slabe izkušnje. Se pravi, en kontakt sam s sabo bo potreben, da se uravnajo v bistvu odnosi naši medsebojni v naših družinah. Prvo to, pa brati kakšne take stvari, ki so, mislim, pametne, kakšne knjige, v bistvu gledati sebe. Če nam karkoli gre na živce od zunaj, če druga oseba kaj naredi, prvo vprašati sebe, kako je to z mano. Mislim, da se tukaj začne zgodba. Ja, mogoče te strategije, v smislu, da se ne napadamo, da takrat, ko smo mi nemirni, da ne sam planemo po drugmu in ti si kriv in zdaj ločitev, ampak da v bistvu začnemo raziskovati, kaj je ta nemir v nas, kaj je to, kar bi naraj bruhalno ven partnerja. Kaj lahko jaz prispevam k temu, da ta nemir slišim, pa ga uravnam. Aktivno poslušanje, da pač razumemo drugo osebo, kaj nam govori, in načini, na katere sporočamo svoje stvari, da niso obtožujoče. To so ti sporoči. Ti si kriv, ti si brez veze, ti si takrat naredil to, izhajati sebe ven. Jaz sem imela občutek, da to ni bilo okej, jaz sem se slabo počutila, ko. To je čisto ena druga zgodba, retorika. Sem retorika vprašanja prinese eno razumevanje v odnos. Super. Ja, Maja, evo, najlepša ti hvala za ta klepet. Dejansko v bistvu zelo tak strokoven
pogovor oziroma pogovor polhan izkušenj. No? To se mi zdi en tak bogat pogovor. In mogoče sam še povejva ljudem, kje te lahko najdejo, ker mislim, da spletno stran imaš v angleščini, a ne, Kontakt psihoterapij. Mogoče še kaj na Facebooku ali kaj, kje te še najdejo? Facebook tudi imam, tudi je Kontakt Psychotherapy, a ne, to je pač ena moja ideja, da se v kontaktu ljudje razvijajo. A ne, sploh v kontaktu psihoterapevtskem. Tako da sem imela željo, da je na angleščini, ker imam veliko tudi tujcev, a ne, veliko ljudi iz pač sveta kličejo in imam veliko tudi Zoom terapij in vsega tega in mi je bilo pač lažje napisati vse po angleško. To je to na Facebooku, je tudi Kontakt Psychotherapy, na spletu je www.kontaktpsychotherapy.com. Tamle so vsi kontakti, vsi številke telefona in nekatere osnovne informacije o meni, tako da če me začutite, pokličite, pa bomo videli. Evo, super. Hvala, Maja. Evo, jaz vas še tudi vse ostale povabim, da še naprej spremljate tale YouTube kanal in vse te oddaje, ker vidite, da imam zelo prijetne goste. Tako da klikante tam tisti rdeč kvadratek, da se boste prijavili, ta zvonček, da boste spremljali, da boste dobili obvestilo, kdaj pride kakšen nov podcast. In kdor bi mene rad spremljal, tudi lahko na Facebooku me najdete, Eva Erpič, Google, skratka vse prenese. In hvala vsem tudi, ki ste bili danes v najini družbi. In jaz vam želim en lep in čudovit vstop v mesec september. Maja, adijo! Hvala, Eva, čau! Čau, čau! Čau!